Dobro došli na Ocvirki podcast. Dobar dan, Matej, pozdravljen v naši 21. epizodi Ocvirkov, da je. Wow, 21 je že. 21, še 7. Še 4 pa končamo. 4, 25 sam. Ja, no 26 moramo imeti. 26. Ja. A ne, jaz sem skozi mislil, da je 28. Samo malo golfama, ker so ene bile na pol dane, ne? Ampak who cares. Mislim, No, v bistvu nič ne golfama. To so najni pogoji. tako, ja. Naš podcast, naša pravila. Kako si kaj, Florian, v svojem življenju današnjem? Da je, fuck. Kar v redu, malo me je totala ura sicer uničila, enčink. Jaz sem pa pričakoval in sem 1 uro prej se spravil spat. Mislim, pričakoval. Ja. Ful se težko spravim spat že itak, ful težko zaspim že itak in pa pač. Sam letos je bilo vsaj, mislim, da je sobote na nedeljo, tako da je bilo čez vikend. za tiste, ki hodijo na šiht. Ja, en dan znosno. prej je bilo tako, da pol si imel... Zvoni. Zdaj tako, da imamo en sketch. Kot ste lahko slišali, je Florian ponosni lastnik novega iPhona. Ja, ker ne uporabljam adblockerja. Mislil sem, preden začnemo te vprašati, če imaš kaj zanimivega iz svojega življenja, trenutno, če si kaj takega raziskoval, kar bi bilo komu koristno, ali pa če si kaj odkril, si se s čim igral, imaš kakšne heke nove. Si probal kakšne nove suplemente, kakšne nove jedi. Probal sem samo en nov suplement od Krke. Od Krke? In me tako odprl. Magnezija? Za en dan, magnezija. Je taka vijolična vrečkica, ne priporočam. To je taka nova stvar, ki sem se jo naučil. Druga pa kaj pa vem, zdaj je bilo na tako malo obdobje zatišja, tudi ker ni bilo, mislim, kaj je zdaj bo april, ne? Danes je 1. april. Tako obdobje, ko se mi ni tak grozen velik po eni strani dogajalo, kar mi je v bistvu tudi kar malo pasalo. Edino, kar sem delal, je, da sem si malo več countal kalorije. Točno. To, lahko ti to kaj povem, če te zanima. Sam ne vem, si na podcastu, mislim, da si sam meni razlagal. Možno. Mislim, da smo se sam menili o tem, zakaj je to fajn, vsaj enkrat narediti, da malo občutek dobiš. Ampak ti si pa zdaj koliko časa že? Danes je, mislim, da 57. dan. Pač vedno sem imel... Tell me you're a quantitative person without telling me. Kak person? Kao kvantitativen. Da so ti številke. Ja, ne, pač tako je, da skozi sem imel, nisem imel love and hate relationshipa s hrano ali pa z aktivnostjo potom, ampak tako je, da imel sem eno daljše obdobje, ko pač nisem se imel daljše obdobje. 3 leta, ko recimo nisem imel časa sploh za sebe, kaj je velik, in sem zdaj pa imam malo več časa in sem se spravil in biti bolj aktiven. Torej, pač za mene to pomeni, da hodim 3-krat na teden v fitness, pa navadi za dobro uro, pa malo več sprehodov, tako da delam na tem, da se 1 uro pač imam nekega sprehoda, če hočeš. To pa želim pač malo bolj si urediti prehrano, tako da si pač štejem kalorije, zdaj kaj to pomeni, da greš sendviče, pa sendviče prešteješ. Je pa tako, da uporabljam za trekanje aktivnosti pač to uro Appleovo, ne? To tak. Mislim, da smo tudi mi dva gledali, da bi najbolj natančne kao za trekanje, kateri poleg Garminov. Čeprav je menda še vedno zelo, ne vem kak je zdaj, ampak zadnji podatek, ko sem jaz videl, da kar se tiče trekanja kalorij, v kjeremkoli trackerju, da je pač to kar težko oceniti. Tudi če ti
Lahko se pa približaš, pa je natančnosti čim bolj tako, da mu daš čim več podatkov. Se pravi, koliko si star, koliko si težek, pa take stvari, ne, da na osnovi tega računa. Zdaj tako je, da v uro lahko ti svoje podatke daš, to glih to, kar si ti povedal, ne? Pa ti pol glede na to, pa glede na movement računa, koliko ti kalorij porabiš čez cel dan, ali pa ti računa, oziroma zraven ti pa računa še pa sam, koliko si porabil v določeni aktivnosti, pa zbereš, ne vem, kaj delaš, ne vem, jaz uporabljam v glavnem, ne vem, run ali pa outdoor walk, pa ne vem, functional strength training. A daš to, sta glih mi zaprašati, če daš to, ko z težmi delaš? Ja, zato ker druga... Ne vem, druga ni, ne? Druga se ujemal, ne? Je ful dobro, ker imaš res ful nekih ostalih športov, ko pač ne bom nikoli videl, ne, ampak ni pa fitness ali pa gym, ne. Še pri teh aktivnostih od Apple ure je 80-20, ne. Tu se mi zdi, da je toliko aktivnosti, ko ne vem. Preveč. Ja, nekaj, notor so aktivnosti, ko pač sploh ne vem, kaj so. No, v glavnem jaz pač delam tako, da sem si zračunal, da porabim, če nič ne delam v dnevu, razen da živim pa hodim po stanovanju, recimo, na to je zelo malo korakov, zelo malo neke aktivnosti, porabim nekih 2000 kalorij, glede na te moje podatke, koliko sem star, koliko sem težek, koliko sem visok, ne, se da zračunati. To, če vas zanima, si lahko grete zračunati svoj BMR, bazalni metabolični rate. Tako. Ja. Oziroma je tako, da moj bazalni metabolični rate, to, kar se ti omenil, je sicer malo nižje, ne, ker tisti je dejansko, kar porabiš sam za življenje, ne samo zato, da si ti živ organizem, ni pa zraven, recimo niso pa tu kalkulirane, še vse ti roko dvigneš, pa nogo dvigneš, pa prebavljaš, take stvari, tukaj pač, no, jaz sem si pa to s pomočjo umetne inteligence zračunal, da rabim nekih 2000 kalorij, pa prištevam iz ure aktivne kalorije, oziroma kalorije, ki jih porabim z neko aktivnostjo. Fun fact, ko smo glih govorila, koliko je teh športov noter. Jaz sem imel 1,5 leta Whoop strap, ko sem ga testiral. Kaj je to? Pač ena naprava, ki je ne kupiš, ampak jo imaš v najemu, v bistvu subscription plačuješ. Res? 30 € na mesec. Jaz sem imel pol leta, da sem pač testiral, da sem čim več podatkov dobil vsep, pa sem jo pa poslal nazaj. Ampak pazite, če greste na Whoop, se v bistvu ti vežeš za 2 leti. Ampak jaz sem jim bolj zatežil, da je bil to toliko drobni tisk, da jih bom prijavil na inšpektorat in pa so vzeli nazaj. No, kaj ste najebena stranka? Whoop, drugač full fine naprava, ampak pač... A bi mogoče sam povedal prej, kako si sploh prišel do tega, kaj to je, iz kje si naročil? Verjetno sem zato zvedel preko pač teh 5 advertisementov od, ne vem, Hubermana ali pa Chris Williams podcasta, ker vsi ti imajo ta Whoop, ker je pač načeloma tudi kar accurate, ampak poslovni model je pač malo smota, ne, ker ti pol v bistvu v 2 letih plačaš 600-800 €, ne? Ja. Ampak ti kao dobiš tukaj tudi, da ko prije nov model ven, ti oni nov ga pošlejo. Ampak vse je full dragono. No, kaj ti pa, iz kje to je, pa kaj ti traka, še to najmanj? To je ameriška zadeva, pač traka ti full stvari, sam da ima, tako Apple Watch, sam da ima pač full boljši user interface za interpretacijo teh podatkov, ko pa ga ima Apple. Kaj to pol aplikacija ali nekakšen način? Ja, tako. Pač Whoop aplikacija je pol tudi, s katero je povezan. Pa mogoče ta glavna stvar tega Whoopa je, da nima screena. Okay. To je samo merilnik, nič druga nimaš. Kaj to filaš pol isto na koliko cajta ali na kakšen način? Ja, ne vem, koliko sem ga filal. Enkrat na teden. Aha, no se če nima. Pa tako je imel nared, da ti ni bilo treba, ti si filal en kompartment, ki je bil ločen in si ga pol dal gor, da je prenesel pač energijo na... Nisem to povedal. Da je tista, tako nek powerbank je pol filo naprej ta Whoop, brez da si ga ti mogel dati dol. Da si lahko še vedno beležil podatke. Nekaj si imel 2, da si lahko menil. Ne, sam en del je bil, ko si ga na filu in si ga dal pol gor, da si na filu Whoop. Aha, okej. Tako nek powerbank. Ja, okej. Ampak kaj sem hotel povedati je, da ko smo se pogovarjali o teh smešnih športih, ko so noter, tukaj je bilo še ful več aktivnosti.
In tukaj je med njimi bilo tudi, da si lahko dal noter shopping. Kako hodiš po pač nakupovalnem centru. Ja, dobro. No se, če si predstavljaš zdaj nek velik nakupovalni center, je gas, da ladaš, to sem tvoj. Come on. Ja. Dajmo iti na današnjo temo. Možeš se več o prehrani pogovarjati. Ne, to smo se že veliki. To je nekaj povezano z eno frazo, ko si jo ti že velikrat omenil. Oziroma imela smo debate, da je velikrat fajn biti mogoče malo glup. In sicer imam pač zapiske iz ene knjige, ko sem že, oziroma audiobook sem poslušal full cajta nazaj, The Intelligence Trap. Torej, zakaj so lahko negativne plati tega, da si inteligenten, oziroma pameten, oziroma karkoli ima se pač opredelila. To si bral zdaj kva knjigo? Knjiga je bila, ja. Okay. Audiobook sem poslušal, pa sem si pač nekaj zapiskov naredil. Ok, čigava vajdom? Nimam pojma. The Intelligence Trap je naslov, pet pogled. Ampak, kaj imaš ti drugač? Itak smo se David že Robson. Pogovarjala o pač inteligenci, ampak verjetno se strinjaš, da to ni tak črno-bela stvar, ne? Koliko je kdo inteligenten, pa da imamo sicer IQ količnik, ja. Ampak si čul že, da ni sama ena vrsta inteligence, verjetno, ne? To sem čul, je sicer res, da se nisem toliko zdaj poglabljal, specifično za inteligenco, edino, kar bi lahko zdaj o tem rekel v štartu, pač kako dojemam sloh inteligenca, da je to pač... Vse ne mlade, to že določena definicija, da je inteligenca, koliko si dojemljiv, oziroma koliko hitro usvojiš neke nove stvari, ne? Neko novo znanje, oziroma ne bom rekel koliko spretnost, ampak da naučiš se neko novo stvar, zdaj koliko hitro boš ti si pokapiral, za kaj se gre. Se pravi, vezano na neko sposobnost biti full fleksibilen, prilagodljiv. Ne, nujno prilagodljiv, ampak koliko si ti sposoben pač nekaj novega osvojiti zdaj. Usvojiti ali osvojiti? Usvojiti, verjetno. Ok. No sej, tudi zaradi tega je, mislim, je neka groba mera IQ, ne? Ampak ravno zaradi tega so tukaj razponi. Ker ne bi mogel ti reči, ker imaš pa ti IQ 100, si pa pač nisi tak pameten, če imaš pa 101, si pa. Zaradi tega so pač neki razponi določeni, ampak glavni point tukaj je zdaj to, da ti lahko imaš visok IQ, pa kljub temu ne znaš fajn razmišljati, pa sprejemaš neumne odločitve. Zato ker, ne vem, tukaj sicer to ne piše, ampak tako bi lahko ločil inteligenco pa modrost, a veš. Ali pa zdravo kmečko pamet, ali pa, a veš, kaj mislim reči, ne? Ja, razumem. Ker pač tudi če imaš visok IQ, še zmeri te pač vodijo neke sile, pristranskosti, pa nagoni, ko jih pač imamo ljudje, da boš še vseeno včasih neko butasto odločitev sprejel, ne. Pač lahko si tudi kao neumen, imaš pa ful dobro čustveno inteligenco, na primer. Ali pa socialno, pa si lahko ful empatičen, ne. Ja. To je to večplastna pa kompleksna zadeva, da je težko zdaj, ker opredeliti nekoga kot inteligentnega ali pa neinteligentnega. Ne? Si se srečal kdaj s kakimi takimi ljudmi, ko pač ko niso inteligentni. Pač ko bi rekel, tale je pa ful pameten, ampak pa neko tako ustreli ali pa neko tako dejanje naredi, ne? Da si šokiran. Se po mojem smo vsi taki. Ampak zdaj, ja, itak je. Ampak zdaj študiram, če imam kaj takega, da bi dal zdaj za kak dober primer, ne? Ampak mene, pa zdaj študiram, da ni tako povezano to z inteligenco, ampak bolj za razgledanost, no, vse to je mogoče del tega. Da sem pač videl, da je res nekdo dojemljiv, ne? Ali pa recimo, še boljši primer je to, da imaš ti res nekoga, ki je v znanstvenih vodah ali pa v akademskih zelo dober, ne, če hočeš. Bi rekel, ta je pa res inteligenten, ampak v čustvenih pa propad sistema. Ja. To je en tak, mislim, potenciran primer tega je lik Sherlocka Holmesa. Naprimer, ja. Ja, tudi tukaj, ko si rekel v akademskem smislu,
Se mi zdi, da lahkrat, recimo, ko smo hodila na faksa, pa smo se zadnjič pogovarjali o tem, kako lahko ego profesorja vpliva na učni proces, pa da pa neko moč izraža nad učenci, zato ko jih pač zajbava v glavo z težkimi izpiti ali pa nekaj takega. Da lahko tudi inteligenca ti da neko samozavest. Če si ti dobil neke dokaze, da si pa ti pameten ali pa si na nekem položaju, in si pa zaradi tega manj sprejemaš povratne informacije od drugih. Da zato lahko tudi sprejemaš neumne odločitve ali pa se vedeš pač grdo ali pa, veš. Ker ti misliš, da to, da si ti pameten, upravičuje to, da se lahko obnašaš na tak način, ko se obnašaš. Veš, kaj mislim? Ja, razumem, jaz se sam študiram, če tak je dejansko tako inteligenten, ali bo zdaj tudi to se poznal na njegovem ego, ali ni nujno. Ampak ja, jaz mislim, da je lahko še vsem to čisto ločeno. Mogoče bolj, ko si inteligenten, bolj si sposoben racionalizacije, se pravi, da si razložiš, zakaj imaš tak ego, pa upravičiš to sam sebi. Veš, kaj mislim? Ja. Čeprav jaz se tako strekel, jaz mislim, da ni nujno to povezano zdaj, ker pač lahko imaš ti primer človeka, ki res pač vidiš, da si zelo hitro stvari gor pride, kar je pač še enkrat po mojem najbolj zdaj neka inteligenca, ampak je totalno koki, oziroma kaj to pomeni, da res zna biti, kako se to reče, zelo samo svoj, pa pač zelo egoistično, res, jaz sem pač najjači, kao. Ja, mislim, jaz nisem rekel, da je povezano. Ja. Jaz sem pravim, da če si pameten, lahko greš v še večjo spiralo egoizma. Jaz mislim, da pač vsak izmed nas se pa mora tudi naučiti tega, oziroma da imaš humbling experiences, da se pa ti naučiš tega, da v bistvu nisi velik, v bistvu nasploh ne. Ja. Vsak na nek svoj način še vsem, to ne vem, če ti je to zdaj iz prve jasen. Bolj, če se to ne izraža, imaš pa moje prej bolj nek strah, ampak pa moraš imeti neko, ali v nekem tekmovanju, ali pač, da imaš neko to izkušnjo, ki te malo prizemlji. Da se izpostavljaš, mogoče, mislim, ne namerno, ampak nekim, kako bi rekel, nekim doživetjem, ki ti pokažejo, da pač, tako si rekel, humbling, da te prizemljijo, da nisi tako pameten, ko misliš, da si. Okay. Zdaj, ne vem, a si že čul za Flynn efekt? Ne, kar pa je. To je sam fora, da a veš, ko je pač bilo ful, recimo v času suženjstva, se je ubijalo črncem v glavo, da niso toliko inteligentni kot belci. Ja. In pol tudi kasneje, ko že suženjstva ni bilo, pa je pač ta rasizem še vedno ful prevladoval v Ameriki, so recimo pač je bilo neko splošno mišljenje, da so pač belci ful bolj sposobni pa pametni kot črnci, ampak je bil to tudi rezultat tega, da je bila taka segregacija, da pač črnci nikoli niso niti imeli priložnosti za toliko dobro šolanje pa iste pogoje, da bi lahko, In ta Flynn efekt je, da pač se je skozi čas IQ po svetu povprečju povečal, pač zaradi boljše prehrane, izobrazbe pa družbene raznolikosti. In je to bil tak nek dokaz, da ni nujno IQ genetski, do neke mere je, ampak da je tudi ful odvisno od okolja. Se pravi, kot ti okolje omogoča, da ti zdaj to razvijaš, Ja. Se pravi, tako si prej rekel, ko si ti rekel, da je za tebe inteligenca, da koliko si se sposoben hitro neke stvari naučiti. Pa zmožnost dojemanja je tudi lahko bilo. Je še zmeri lahko ta sposobnost, ker tudi to je sposobnost, po mojem, ki jo moraš razviti, tako neko učenje, veš, kaj mislim. In če nisi ti imel nikoli pogojev ali pa nekoga, ko bi ti dal možnost ali pa pokazal, kako to sposobnost razvijati, te lahko imajo za neinteligentnega, kljub temu, da si pa mogoče tega sposoben, če bi ti nekdo prava orodja pokazal. Zdaj sem razmišljam, če vzameš ti nekega, recimo, osnovnošolskega otroka, pa da imaš, recimo, skupino njih, recimo, da jih je 10, pa da imajo različne možnosti, oziroma da prihajajo z različnih okolij.
ne upam si trditi, ampak bi še vseeno rekel, da do neke mere ta dojemljivost ni odvisna toliko od okolja. Jaz pa mislim, da pač imaš ljudi, v naslednjih poglavjih ravno ti bom dokazal. Toliko boljš. No, pač tako mislim, da imaš lahko recimo otroke iz različnih, bolje sam pa to, koliko je pač tukaj še mogoče vpliva tudi interes na to, ne? Ali pa ne vem, če si se kdaj primerjal, koliko si recimo dojemljiv za neko stvar, se ti si še vse, pač no, se nismo toliko narazno, ampak recimo jaz imam izkušnjo, ko bi mogel, ko recimo se soočiš z neko novo, ne vem, da imaš tehnologijo, pa imaš zraven nekoga, ki pa bistveno mlajši od tebe, pa bo že zaradi tega on ful dojemljiv, jaz sem tak, I'm too old for this shit. Ja, imaš ko pač ugotavljaš, da bi se mogel zdaj naučiti neko novo stvar, zdaj, da boš lahko to uporabljal, se kar zmatra, že sam da pomisliš na to, ne? Ja, mislim, tu so faktor tudi pač tvoje fiziološke zmožnosti, pa to, da niso več možgani tako plastični, kot so bili, ampak ja, malce ti že tudi ne da, tako so hitre spremembe, ne? Ja, ne sam, a veš, ko še nisem pa zdaj star 60, ja, ne veš. Valjda. Tako da tukaj je ena taka primera z avtomobilom, da pač več konjskih moči ti ne garantira, da boš prišel hitreje pa bolj varno na končno destinacijo. In da pač brez ustreznega znanja pa opreme, torej da imaš dobre bremze, da pač imaš volan, pa da imaš navigacijo, da sploh veš, kam greš, si z večjo hitrostjo sam še bolj nevaren. To je po slovensko, če glava nora, cel telo trpi. Tako. In to je pač neka taka primera za to vse skup, kar sem se zamenil, zakaj ni vedno full fine. Ja. Inteligenca, ne. Pa imamo pa tukaj disracionaljo, in to sem ti prej hotel povedati, kako si lahko racionaliziraš, da pač inteligentni ljudje lahko ful dobro uporabijo svojo pamet na tak način, da si argumentirajo to, kar verjamejo, ne glede na to, kako noro se jim zdi. Ker si znajo razložiti stvari sami sem pa, ne. Ja. In ta disracionalja je v bistvu, da nisi sposoben racionalno razmišljati kljub temu, da si inteligenten. Tako da tudi racionalnost nima zmeri korelacije za inteligenco, ne. Zato, ko itak smo vsi pristranski, ne, imamo neke obrambne mehanizme, ko pač ti, ne vem, ko smo se že o egu veliko pogovarjala, da pač te v nekih socialnih situacijah boš drugače reagiral, zato, ko pa je pač racionalno, zato, ko hočeš svoj ego zaščititi, ne. Da neko obrambni mehanizem uporabiš, pa ni važno, koliko si inteligenten ali pa koliko nisi, ne. Nek nagon te lahko prisili, da boš na koncu ravnal tak, da boš ugajal drugim, ne pa tak, ko je inteligentno. Ja. Sej, pač vsi smo že bili v kakih takih situacijah, pa še velikrat bomo. Pa imamo pa curse of knowledge, prekletstvo znanja. Veš, kaj je to? Mislim, da vem, ampak kar please. Probi povedati. Ja, to je to, kar si že prej omenil, da pač ali pa to bilo povezano s tem, da pač več, ko veš, manj veš. Morbiti. Ja, čeprav curse of knowledge, prav ta prekletstvo znanja fraza se bolj kot ne navezuje na, ko smo se premenila o profesorjih, ali pa če vzajemo nekega strokovnjaka na nekem področju. Prekletstvo znanja je v tem primeru to, da on ima težavo drugim razložiti stvari, ker ima toliko več predznanja, kot pa tisti, ko jim to razlaga. A ne? Niso na istem nivoju. In pa on preveč komplicira glede na predznanja. Ne? Tudi v šolah se to ziher pogosto dogaja, ne? Ker pač nekdo pozabi, da nimajo vsi toliko predznanja. Ja, se štekam. Tako. Sama ni, kaj pa tukaj imaš pa pol še ta del, da če ne znaš neke stvari razložiti zelo na enostav način, je v bistvu ne razumeš tudi ti ne tako dobro. To je ta Feynmanova tehnika, se reče. Zato, ko Feynman je bil en astrofizik, ki je znal na ful smešno preprost način ful kompleksne stvari povedati. Ja. In da, tako si rekel, lahko se testiraš, če res nekaj razumeš, pa si sposoben to ful preprosto razložiti. Tako, ja. No, torej v bistvu ti sam ne razumeš pol po tej logiki dovolj dobro. Tako je.
Prekletstvo znanja. Ja, tako da si ne vem kak strokovnjak, ampak nimaš pojma v bistvu. Ja, v bistvu nimaš pojma. Okay. A ja, torej zdaj to, kar si rekel, ta zadnja točka, na zadnje, je v bistvu samo to, da ne znaš na enostavne načine razložiti v bistvu stvari. Pa tudi to, menda, da velikokrat strokovnjaki mislijo, da ker se imajo za strokovnjaka na nekem področju, da se oni v svoji stroki ne morajo zmotiti. In, ja, kao ti zelo govorim. In pač precenjujejo svojo sposobnost, da se spomnejo nekih dejstev o tej temi in mislijo, da vse, kar servirajo o tej temi, imajo fiksno prav, da ne morajo napak delati, ker je to njihova stroka. Ne? In baje je pač neka raziskava pokazala, da strokovnjaki, ki so dlje časa na nekem področju, bojo še manj verjetneje spremenili svoje mnenje. Ok. Ja, to je pa zdaj še nadaljevanje tega, ko ti meni govori, jaz to že 20 let delam. Exactly, ja. Okay. Ja. In tu primer je bil, da pač banke, ki so jih vodili tisti z ful veliki izkušnjami v bančništvu, so imele v času krize ful slabše rezultate, kot pa tiste, ko so imele bolj raznoliko vodstvo, da so bili mladi in stari na položajih. Ne? Ja, ker so imeli tudi izkušnjo. Bolj sposobni bili ustrajati pri nekih starih metodah pa razmišljanjih. Ne? To je spet en primer, kao bančnik, finančnik, mora biti pa ful inteligenten, pa lahko spet neke čist neracionalne odločitve sprejemane. Ja, okej. Pomagam pa gospoda Benjamina Franklina. Ja, ga poznaš. Ja, na hitro smo se spomnili na kofir. Jaz bi še ful rad njegovo knjigo prebral, njegovo biografijo, ker je menda bil zelo zanimiv človek. Ampak je še nisem, tako da ne vem, kaj naj povem o njem. A pa je že imaš ali? Ne, nimam. Ampak on je pač bil ful znan kot tak pač ful dober mislec, pa tak pragmatičen, pa... ni drugač, on imel ful nekih poklicov, oziroma da je kao ful stvari obvladal. Ja. Ok, no, kar nadaljuje. Ful talentiran, v glavnem. In on je pač ugotovil, da mislim, da je to zapisal na nek način, ampak nimam tu prav citata, da modrost ne izhaja iz tega, da si ti v neki prepričan. Okay. Pa da si ziher. Ampak da izhaja glih obratno iz tvoje sposobnosti, da skozi dvomiš v svoje prepričanja, pa jih izzivaš, pa prilagajaš. Okay. Se pravi, da je glih obratno od tega, ko pa kar smo prej rekli, da je curse of knowledge. In to pač v bistvu ful pojasni, zakaj uniku pač so intelektualno, kako bi rekel, skromnejši. Da tisti delajo manj napak, pa manjkrat zaidejo v kakšne pasti, ko pa tisti, ko komplicirajo. Okay. In tukaj je pa ena stvar, ko se reče Salomonov paradoks, da ljudje, to pač itak vsi poznamo, da dosti bolj znamo reševati probleme od drugih, ko pa svoje. To je tako, ko imaš 3 študenta, ne? Pa eden je pač star 30, pa nima nikoli punce, ne, ona 2 sta pa, ta druga 2, ko sta pa zraven njega, sta pa pač, ne vem, sta pa še začela študijem, pa sta stala, ne vem, 24, ne, pa sta baglih začela z razmerjem fulungat, sprašuje. Ja, pa ono se ve. Ono se ve, tako zna pomagati. Ja, se to je tako. Ja. Da ful nema to nek kliše, ali da pač tipi se, recimo, da imaš kakšne devičnike, ko pa ful vejo, kaj je treba, ne. To sem se zdaj spomnil na tvoje vložene jajce. Kako je vložene? Tisti, ko si jedel v Disgusting Food Museum, devičnike. Zakaj si se na to spomnil? Ja, devičnike. Ja, pogledajte si epizodo o ogabni hrani, ne vem, kak je naslov, Disgusting Food Museum, ja. Če imate želodec za to. Tako da glih zaradi tega paradoksa, baje ful pomaga, če o svojih problemih pišeš tako, da so problemi tretje osebe. Zato, da jih iz tega zornega kota napadeš, ko da enemu drugemu svetuješ. Ker nam pač to baje gre boljšno. Ja, da malo sebe ven iz te situacije potegneš. Ja. Pa ena velika stvar, ko ima vlogo pri tem, da pač ta inteligenca lahko vera, oziroma
Ja. Da ni vedno dobro. Stvar je pa ena stvar, ko si že ti veliko njej govoril in to so pač čustva. Pa tako sem prej omenil neke nagone, ne? Da čustva ti lahko ful zameglijo, da ne razmišljaš racionalno, sam še vsem so pa ful pomembna, ne? Tako da kako zdaj tukaj se navigira, eni tudi rečejo temu, da imaš pač dober čustveni kompas, če si že čul za kaj takega. In tukaj, ta kompas je tukaj notor upisan kot kombinacija dobre interocepcije. Veš kaj to? Krvave. Imaš sigurno nekaj, kar izhaja zdaj znotraj tebe, zdaj kaj točno. Se mislim, da je to zaznavanje znotraj sebe, tako, ne vem, neka taka. Tako si opisal, ne? Pol, da si sposoben, se pravi, to, da si sposoben posvečati pozornost stvarem, ko se znotraj tebe dogajajo, pol to, da si sposoben prepoznati svoja čustva, pa da si jih sposoben uravnavati. Okay. Se ti tudi tak, se mi zdi nek tak podoben framework, ko si ti v čustvih razlagal. In ne vem, če sem ti že to rekel, ampak to se je pa še v tej knjigi pojavil, ko smo se enkrat menila v čustvih, da a ti govoriš še kak drug jezik, razen slovenščino pa angleščino? Pač to je, da bi rekel formalno, ne, znam nekaj hrvaško recimo, ali pa kaj druga. Ampak tudi verjetno poznaš kak tak izraz, ne vem, iz nemščine ali pa kaj takega, ne? Ja. Ampak to je bolj za šalo, ko pa zares. No, ba je, da več jezikov, ko poznaš pa obvladaš, bolj si sposoben prepoznavati, poravnavati svoje čustva. In to sam zaradi tega, ker se nekako ne širi sam tvoj besedni zaklad, ampak sposobnost izražanja stvari pa ustvarjanja nekih konceptov. Naprimer, a veš, ko imajo, če si kdaj videl že te, kakje Instagram objave, pa to pa imaš nek izraz in bo ti piše, kaj ta izraz pomeni. Ne vem, mislim, da je nizozemska ali danska, je gezelih ali nekaj taga, ki je pač nek bliss ali pač nek ful poseben občutek, za katerega recimo v našem jeziku mogoče nimamo besede. Ali pa Japonci imajo eno besedo za občutek, ko nisi lačen, ampak so tvoje usta osamljene. Pač kao not hungry, but your mouth is lonely. In tudi tega nimamo. A to je samo za čustva drugače ali pač za karkoli, kar v Sloveniji se ne da upisati za eno besedo? Za karkoli, po mojem. Zato, ko ti da neko razumevanje pol beseda, ker si sposoben dati eno oznako temu občutku in si ga bolj sposoben prepoznati. Okay. Pa Nemci imajo tudi nekaj takih izrazov, ko je pač zelo, ne vem, primera. Ja. Tako da, ne vem, napiš foreign expressions. Interesting foreign expressions, če ti bo kaj taka dal. Pa pet pod slike. Tak sem jaz enkrat najdel, se mi zdi. Ko se mi je dal expressions, ampak mi je dal bolj cele fraze, ko pa... No, sej, mislim, tudi fraza je lahko, ni treba, da je to zdaj glih beseda, ne? Samo da imaš sposobnost, da opišeš nek občutek, ne? Ker se je ful smiselno, da zakaj bi ti to pomagal, imeti boljši tudi kompas, ne? Si našel kaj? Ne vem, tu sem našel za eno rusko in sicer kapel. Ja. The melt water that drips from the roofs and trees during spring thaw. Torej, kapel so te kapljice, ki kapljajo iz streh in dreves, ko se začne sneg topiti spomladi. Okay. No, ampak vse je to en primer, ne zdaj glih občutka, ampak ja, pač you get the idea. Ali pa evo še enega. Iz bulgarščine ajljak. Yeah. The subtle art of doing everything calmly and without rushing whilst enjoying the experience and life in general. Evo, ta je ful dobro, ne? Pa je to pač vse zajeto v eno besedo, ne? Sem pa po mojem čisto pobučaral to izgovarjave, tako da. Okay. Tako da, če hočete boljši čustveni kompas, učite se drugih jezikov, pa
Ni treba mogoče celih jezikov, ampak kakšne take le izraze. Še enega iz francoščine. Ja, povej. Flaneur. Ja. Črkuje se F-L-A z apostrofom N-E-U-R. Ja. In to je a person of leisure who enjoys wandering the streets, soaking in their surroundings and appreciating its beauty. No vidiš, hodiš ampak okrog, pa ti je zelo všeč. Sam to je spet občutek. meni je v bistvu, bilo ne. to ful všeč, ko sem šel raziskovati, ker je ful dobro, da imaš eno besedo, Ja. pa pol tak specifik opis, kaj to pomeni. Ja, ne. ko tega res nimaš za Slovenijo. No. Ja. Se najdeš, se pa Pa malo vse veš. tudi v slovenščini imamo verjetno. Ziher imamo, ne, okej. ampak- Ziher imamo, okej. Študiram zdaj, če imamo Savinče, nekako tako Ja. zanimivo. Ja, mi rečemo, da je nekdo kešajt. No, kaj pa recimo v negat bi bila ena taka. ne? Ja, v njega, ja, sem to lahko praviš posod, to je tako fuck. Pač. Ja, kaj pa ful enih pomenov ima. ne. Ja, Okej. ok, tako da to ful zboljša čustveni kompas. Druga stvar, ko jo pa zboljša, je pač meditacija. Sam zaradi tega, Aha. ker se naučiš nadzorovati pa pač fokus držati na neki stvari, pa se pomiriti. Ne? Ker je to pač nek skill na nek način, ki ga krepiš pa daily. Ampak mislim, da je bila ena raziskava, ko je celo pokazala, da že če narediš eno 15-minutno meditacijo, pa je prej nikoli nisi, Ja, so ful veliki benefiti. Da si vsaj enkrat vzel čas nekaj takega probati. Biti sam s sabo 15 minut, pa probati na nič študirati. Basically. ok. Je to dovolj, da zdaj ti sam recimo se usedeš pa probaš ne razmišljati o ničemer, pa skozi odvračaš misli, pa se samo osredotočati na dih, ali bi mogel zdaj v meditaciji še kaj druga delati? Mislim, da je to dovolj, nisem strokovnjak za to, ampak ker sem jaz dojel, ni glih načina, da to narediš prav. a veš. Aha, ni glih načina, ok. Ampak je sam, da probaš se vračati k dihu, tako si rekel, ali pa pač nedvomno se ti bo naredil, da ti bojo misli odtavale in se boš zavedel, da zdaj kar naenkrat o nečem drugem razmišljaš. Ok. In cilj je sam, da se vračaš nazaj. Ja. Tako da s tem treniraš. Tako bi vizualno bi pa mogoče bilo, ne vem, zdaj pa moram tajle 15 minut v isto točko gledati. Ne boš, ne, ampak vmes se boš zavedel, da gledaš nekam drugam in boš pač preusmeril pogled nazaj, ne, Ok. na to forum. Da, če te lahko prekinem eno besedo, sem našel v slovenščini, ki pač ne vem, kako bi jo recimo v angleščini že prevedel. In recimo, da nekaj narediš iz inata. Veš, to je, da narediš ti nekaj samo v nasprotju z odobravanjem drugega, torej nekdo ti reče, ti to ne smeš in glih sam za to boš ti se reče iz inata. Ne? Ok, No, sorry. Ja. dobro. Zdaj gremo pa na zaznavanje bullshita. Yeah, boy. Tu je prvo, preden gremo na to, kako pač zaznavati bullshit. A to je zdaj kar splošno za Ja, zvanje zaradi tega, bullshita? ker je to ena pomembna stvar, ki je zdaj kot protistrup proti tem ljudem, kar smo nedvomno velikrat vsi, ki smo pač inteligentni, ampak butaste stvari naredimo ali govorimo. Ne? Torej, to je zdaj, da se obraniš tega, da butaste stvari narediš ali na kakšen način? Ne, da se obraniš butastim informacijam iz druge strani. Ok. Na to forum. In tukaj prvo obravnava učinek resničnosti, ki je pač sam fora, da če se neka izjava zdi prava, ji bojo ljudje verjeli tudi brez podpornih dokazov. Če nekaj sam zveni prav, bo marsikdo temu verjel brez dokazov. Ne? Okay. In na velikrat resničnost povečajo rime, recimo kakšni pregovori, a veš, fotografije pa statistika, pa so lahko čist irrelevant fotografije ali pa statistika. Sam pač, ker so zraven da to neko kredibilnost informacije. Ja, sam kao, imaš kakšen primer za statistiko, recimo, to mi je zelo zanimivo.
Kaj je tajega, da je statistično recimo dokazano, če hočeš, ali da je vzeto iz konteksta še vse, ali pa da je bila recimo testna skupina napačno sestavljena, naprimer, ne? To vse spada tu noter, ampak jaz sem bil predvsem vizualno, da pač imaš nek graf, kjer nimaš, imaš sam graf zraven narisan, pa neko eksponentno rastočo stvar, pa nič ne piše, kaj je x os, pa kaj je y os, naprimer. To je, če si šel, a poznaš BHIP? Ne. No tam te pač BHIP, ja. To je eno podjetje, ki se ukvarja kao z wellness industrijo, sami takrat, če v bistvu gre pa na nek način, da ima reč kar za piramidno schemo, kjer ti od njih kupuješ prehransko dopolnila, pa jih pol naprej prodajaš. Okay. Siva ekonomija. To je tako Herbalife. Ja, podobno, ja. Okay. Tako, ja. In pač tam, če greš, ti greš tudi na predavanje, če te pokličajo, ko hočejo te nove ljudi, ki bi kupili pa pač naprej prodajali, te tudi obdajo s temi grafi, z hotel in pol imaš ful dober, ko oni naredijo pa skupino ljudi povabijo, pa zraven par svojih posedejo, ki ful sprašuje tako vprašanje, da so res intriguing, pa da res misliš, ne, da to je zdaj, ne, no. Pa da imajo kakve težave, pol vmes je bil tudi vmes tak umetno ustvarjen klic enega gospoda iz Skypa, ki je kao njihov CEO. Ko ti si bil tam, ali ja, pa? Ker me zanima. Res? Ampak oni te ful obdajajo s temi grafi. Zdaj si ti tukaj, ne, in pa zdaj, če boš ti to tukaj časa delo in pa zdaj kupiš, ne vem, 2 paketa takle eksponent, naraz pa 3, 4, 5 in zdaj po 2 letih boš pa lahko tako ne, takle. In so vse glih te eksponent. No, a vidiš, tu recimo nimaš nobenih hard dokazov, ampak imaš sam vizualno predstavo, pa zveni prav, ne, pač to je čist ful dober primer, ko si zdaj rekel tega učinka resničnosti. Ja. Tako, kaj so vprašanja, ko si jih pač postavljati? Okay. Kdo to pravi? Kar si pač zdaj slišal, ne, kaj je ver, ne? Kaki so dokazi, to, ko smo rekla. A je bila ta trditev preverjena strani nekega neodvisnega vera? To je zelo malkrat, to že, ko smo se zanč menila, kak je, da skoraj ne moraš zaenkrat najti pri nas, če kupuješ prehranska dopolnila, da so bile iz strani neodvisnega vera testirane za neke substance. Ali pa če je dovolj noter tizga, kar pač oglašujejo. Ampak to je po mojem ni tako velika problematika, ker pač imamo toliko boljše regulative v Evropski uniji, kot pa naprimer v Ameriki, ker tam je pa to ful velika težava. Tam imaš pa tak, ne vem, da pa je 40% suplementov se ne ujema za tem, kar je na embalaži čisto noro. Pa mislim, da 40% se to si malo zmišljujem številke, tako da tudi na meni zelo boljši detektor uporabite, da ful velik delež, no, probiotikov ima pač mrtve noter kulture. To je sam ni biotikov. Placebo biotik. Placebo biotikov. Ja, pa da sam sebe vprašaš, če pristransko razmišljaš. Če je karkoli, zaradi česar bi ti se zdaj tako odločil, ker se ti je v življenju nekaj taka zgodilo, naprimer. No. In so ugotovili, da če si ti izpostavljen razkritju napačnih informacij. Se pravi, ne vem, da je naprimer bil nek javni škandal, pa so novinari ne vem ko razkrili, ker to je neka taka stvar, ko je nam ljudem ful zanimiva ponavadi. Drama, ja. Ampak, da če si izpostavljen razkritju napačnih informacij, se ti ful poveča kritičnost. Ker pač vidiš, da take stvari se dogajajo. Ne? Tako da ne vem. Torej dovolj, če parkrat vidiš, ali pa če enkrat vidiš, da si pa malo bolj dvomljiv v vse. Tako, ja. Da, v bistvu je to tak tep, kot nek dokaz, ne, za kaj tako. Malo si se naučil pa, da ni nujno, da je tako, se kaže, da je. Ampak lahko se pa tudi obratno zgodi, da lahko razkrivanje napačne trditve sam še poveča podporo tej trditvi. In to se pravi, da ti razkriješ neko napačno trditev in jo zaradi tega ljudje še bolj podprejo. Še bolj verjamejo v njo. In fora je bila, mislim, da vem, ja. Da je bil naslov članka Mit, cepiva so smrtonosna. In boljši naslov bi bil sam pač cepiva niso smrtonosna. Ja. Ampak tukaj bo tistim, ko verjamejo, da so smrtonosna,
Bo ignorirali besedo mit. Ja, itak, ja. Bo sem cepiva, so smrtonosna, veš. Ja, štekam, ja. Pač na to foro, a ne, zakaj včasih lahko malo, če fraziraš. Ja, ali pa če neko trditev hoče ovršiti nekdo, ki ga že itak ne marajo, naprimer, Tako, ali pa da je imel neke škandale za sabo. Veš, kaj je o zajcih pa želvah, kako zgodbico? Ja, razen O tega. zajcu in želvi. No, Je eno zgodbica. Ne vem, ti si zdaj na en vic pomislil, ko sem mislil, videl, kako si se nam smejal. Ne, to, da pač imaš, da je lahko, da je kao zajc hitrejši, ne? Ja. Ampak pol imam nekaj v glavi, ne vem, če je bila to neka anekdota ali nekaj na to for, da pač vsem želva outliva tistega zajca, celotno familijo outliva, ne? A ja, tak ti na to fora, ja. Po starosti, da ja, ga preživi. Ne spomnim se točno te anekdote, ampak tako je. Neki dirkajo, in je želva pač ful počasna, zajc je pa ful hiter in zajc pa sred poti, ker je pač toliko naprej, si pač vzame cajt, da pa on se malo spočil in ker želva počas skozi istim tempom ustraja, ga pač prehiti, ne. Ampak tukaj v tem ampak tukaj v tem primeru so pač zajci pa želve. Se pravi, zajci so visoko inteligentni posamezniki, ki se stvari hitro naučijo, a nimajo takšne sposobnosti globokega učenja. Se pravi, hitro dojamejo on the surface stvari, se pa ne poglobijo v njih. Želve so pa posamezniki z povprečno inteligenco, ki se pa znajo ful poglobiti v eno samo stvar. Bodi želva. Ja. Ja, no odvisen, kar delaš. Se pravi, tu bi lahko rekel specialisti pa generalisti na nek način. Kdo je zdaj na boljšem? Veš? Ja, želve, sigurno. Ne vem. Težke, se mi zdi, da je danes težko reči, ampak pač tukaj je, zakaj sploh devam to primeru, samo zaradi tega, da se vidi, da inteligenca ni dovolj, pa da ni vse. Ja. Da je pač tudi isto pomembno, kako imaš ti strategijo, pa koliko si ustrajen. Ja, sure. Tako si rekel, da težko bi se odločil, ker je odvisno, kaj delaš, pa kakšen je tvoj cilj, ne? Najbolj bi bilo itak, da si hibrid. Ja, itak. Mislim. Da znaš oceniti, po mojem, ja, to si ful dobro rekel. Se pravi, da si hibrid na foru, če zdaj razmišljaš tako jaz, da si v bistvu zajc, ki zna se dobro odločiti, kdaj biti želva. Ja, ali pa da lahko po potrebi spremeniš, da ima reči temu strategijo, ne? Ker to je sploh danes, ko se vse tako hitro spreminja. Ja. Ker recimo pri nekem, če se ti ukvarjaš z nekim, da ima reči stvarem, kjer se moraš nekaj hitro odločiti, ne? Je sigurno boljš, če si ti generalist, po moje, pa da si ta zajc, ne? Želva si pa recimo ne vem, kaj treba investirati. Ja, dolgi rok, ne? Ali pa ne vem. Ja. Tukaj jaz sem še to sicer bolj paše, se mi zdi v prejšnjem poglavju, ampak da je pač ključni dejavnik uspešnega učenja sposobnost, da si priznaš, da se motiš, se pravi neka ponižnost. To, ko je tudi Benjamin Franklin rekel. Se pravi, inteligenca, da moraš razmišljati tudi o ustrajnosti. Vse to se mi zdi ful vidma pogosto v kakih uspešnih podjetniških zgodbah, ne? Ko uspejo pač ljudje, ko imajo, ne vem, samo srednješolsko izobrazbo ali pa celo samo osnovno šolsko. Ali pa nekdo, ko se ti zdi, da sploh ni karakter za nekaj taka, ampak je pač dolg ustraju, ne? Da je tu lahko to skoraj več vredno. Succeed or die trying. Ja, tako. Ja, ok. Yes. Zdaj pa tukaj nekaj še o kaj so principi globokega učenja, to pa mogla je drugič, ker imam neko širšo temo o tem. Okay. Pol Dream Team, ko je to fora. Aha, zanimivo. Da če imaš preveč talenta na kupu, se pravi recimo v neki firmi ali pa pri športu, naprimer, da lahko ima to kontraproduktiven učinek. Kaj zaradi tega ta? Ja, zaradi statusnih igrc. Ja. Zato, ko lahko imajo težave z sodelovanjem z enim drugim, zaradi ego, to tako si rekel, pa pač nočejo sprejemati istih odločitev, kot pa ostali, ne. Tako da ne vem, boš imeti samo enega ali pa dva,
taka e-playerja. Zato je še pa zmeri tak težk, po mojem, hajrat prave ljudi, ne. Lahko traja, se mi zdi, no, da najdeš res take dobre playerje, no. Bi pa zdaj šel nazaj, pa bi rekel consistency over talent. Aha, za tih sprejo, za želve. Po moje, ne? Ja. Definitivno se strinjam. Pač na vsakem primeru imaš veliko večje opcije, da pač najdeš neko stvar. Če hočeš biti uspešen ali pa biti dober, ne, se ne rabi biti za to poslovno, lahko je to hobi ali pa pač karkoli si zadaš, ne, je pač bolj važno še vsem, da pač si ti ustrajen, kakor pa da zdaj rečeš, ja nimam talenta, zato pač ne bom. Ker pač te bo en rekel, da pač ti si pa talent za igranje basa. Ampak zdaj pa da je pač noter vse ure, ko so šle. Ja, zdaj pa še consistency, pa da res delaš, ne. Ja, to res je. Tako da tukaj, sam pri tem Dream Teamu je še omenjeno, da se pravi, preveč talenta lahko ima kontraproduktivno učinek, ampak da lahko razmišljaš, če imaš nek tim, kot o neki kolektivni inteligenci. Se pravi, da imajo vsi neke enakovredne prispevke, da se pač počutijo varno v skupini, da lahko uravnavaš to inteligenco na nek način. Ne. Zdaj pa verjetno več, ko boš imel takih, ko so padli v ta intelligence trap, slabš bo, ne? Ker bojo, sploh če imaš, ker drugač bi si mislil po mojem iz prve, da to je pa full fine, če imaš 10 strokovnjakov na kupu. Lažje bi rekel strokovnjakov, ko pa nekaterih, ki so zdaj, ker recimo, če gledaš v neki raziskavi, ne, je zdaj dobro, da imaš full strokovnjakov na kupu, ne? Ja, a se spomniš, iz različnih področij. A si ti gledal Oppenheimerja? Ja. Ampak se je sicer že dolgo nazaj, ko sem gledal, ampak spomnim se... Ful težko sodelujejo, sam še vsejen, ne, mislim, če pa ne bi bili strokovnjaki, pa tak ne bi nikamor prišli. Ja. To je zdaj tako zelo hipotetično, ne. Zelo so dvomili v stvari od en druga, pa zelo so tak, ne, ampak so najdeli nek način na konc, ne, ampak vsejen, ne. Pa ima bil to bolj problem pri kakem športu ali pa pri neki take aktivnosti. Vse to se ful pogosto dogaja, da imaš dream team v športu, da pač rata nekomu sestaviti brutalno ekipo glede na igralce, ampak še vseeno so o ekipnih športih govorim. Ja, še vseeno na koncu zmaga ekipa, ne pa oni igralci, ki so najboljši. Če ni kemije, če ni sistema, ne bo to šlo skozi. Ok, zdaj pa kako preprečiti, da se širijo napake. Se pravi, da taki ljudje, oziroma tudi sami, ko smo pač v takih trenutkih, da ne bomo zdaj svoje inteligence izrabljali zato, da bomo nekaj narobe delali, ne? A si gledal slučajen film Deepwater Horizon? To je po resničnih dogodkih posnet film, ful dober film, ful napet, o tem, kak je, ne vem, v Mehiškem zalivu ali nek, razneslo eno naftno ploščad. Zaradi tega, ker so zanemarjali nekaj, ko ne bi smeli. Okay. In tukaj pač dajem ta primer zaradi tega, ker neumnost je ful redko rezultat ene same napake, ampak je skoraj vedno rezultat tega, da se nekaj na dolgi rok zelo dolgo zanemarja, ne, pa ignorira. In to tukaj se je na primer tako naredilo, da je vodstvo pač ignoriralo tisto, kar bi se mogli zrihtati, da se ni to tak problem, bolje pa pač šlo vse v luft, ne. Sam je tukaj zdaj, ne vem, če iz vidika firm ali pa razreda govorimo, da moraš ti pa znati spodbujati tako kulturo, kjer je ljudem pač udobno en drugmu pač nasprotovati, pa se spraševati glede stvari, pa malo dvomiti, ne. Ker se mi zdi, da je velikrat v firmah tak, da če ti nekoga preveč sankcioniraš zaradi tega, ker je naredil napako, se bo pač z oklepom obdal in ne bo... Ja, samo da ne bo prišlo sankcije, ne, ni važno. Ja. Tudi če je to zdaj... Ne bo več nič riskiral, ne bo nič... Tako, sem se tudi napredka ni pol, ne, prišlo. Ja. Ok. Da lahko narediš pre-mortem, si že čul za to. Post-mortem ali pa pre-mortem. Pre-mortem je, da se vprašaš vnaprej, kaj vse lahko gre narobe.
Postmortem bi bil, kaj je šlo narobe, ne? Aha, ja, okej. Ampak da narediš primortem, se pravi, kaj vse je možno, da se naredi. Tu mogoče lahko si tudi pogledate, ko smo govorila pri Millionaire Fastlane o analizi najslabšega scenarija. Basically skoraj preventiva pa kurativa Tako. na nek način. Ne? Pa da pač sprejemaš različne perspektive. A ne? Zdaj, tukaj je še na koncu sam nekaj o znanstvenem razmišljanju. Okay. In ne vem, zakaj se to tako imenuje, verjetno pač po nekem človeku Bayesiansko razmišljanje, B-A-Y-E-sijansko razmišljanje, da pač ti skozi posodabljaš svoje znanje v skladu z novimi odkritji pa dokazi. Bomo dala zdaj primer medicine, a ne? Da ne boš zdaj ostal na znanju medicine iz leta 1930. Ne bomo puščali krvi pa pijo grde. Čeprav veliko stvari je se še vedno obdržala, ne? Ampak znanje skozi napreduje, pa se spreminja. Ja, tudi če hočeš zdaj prosperirati, ne smete biti strah spremembe, ne? Pa tega, da se nekaj na novo naučiš in zdaj, če si bil v neki prepričanju, pač prav, da če si zdaj ugotovil, da nekaj ne drži, da pač ponotraniš to znanje, pa pač spremeniš svoje vedenje na nek način, ja. Pa si s tem mogoče omogočiš. Velikokrat se nam tudi mudi, oziroma nam da nekdo občutek, da se nam mudi. Ja, ko smo o skemih govorila, naprimer, tako da je nekaj ful nujno, a ne? Zato dajem ta primer, ker če te en nekaj vpraša ali pa nekaj zahteva od tebe, pa ti da nek občutek, pač, da moraš ti takoj odgovoriti, ful redko je to potrebno. Pač zmeri, če je možno, če gre za neko pomembno odločitev, pros za malo več cajta ali pa da lahko stvar premisliš, a ne? Ja, sploh pri večjih odločitev. Ker lahko tudi ful inteligenten človek, če mora split second decision narediti, lahko butasto. Ja, stres pa hitrost, ne? Ja. Se pa koliko šla ti na človeka tudi vplivaš prej, pa mu pripraviš malo, da ga usmeriš. Okay. Tako da zdaj, da zaključimo, 6 principov za pametnejše razmišljanje. Prvo je intelektualna ponižnost, se pravi, da se sprašuješ, če imaš prav v stvarih, v kjere verjameš. Druga stvar je, da sprejmeš negotovost, da raj... To je to, da malo riskiraš v bistvu, ja. Ne? Pa da pač ne sprejemaš trditve, ko jih čuješ kot absolutno resnične, ampak bolj kot špekulativne. Pa razmišljanje iz drugih perspektiv, se pravi to, ko smo rekli, da se z vidika tretje osebe osredotočiš na problem. Čustvena inteligenca, kako jo izboljšati, smo govorili, ne? Ker to ful vpliva na sprejemanje odločitev pa pametnejše razmišljanje. Pa fleksibilno razmišljanje, to je sicer povezano s tisto ponižnostjo, bi jaz rekel, da se prilagajaš poglede na stvari. Pa zadnji princip je, da pač sklepaš na podlagi dokazov, ne pa na podlagi svojih domnev. In čustev. Tako. Je top. Ja. In upam, da boste sedaj postali pametnejši. Si takle eno cvirek. Odlično. Še kakšna zaključna misel morda? Študiram, če je kakšna smešna trditev o torej, kak je naslov knjige? The Intelligence Trap. Ok, kak bi zdaj povzel z 2 stavkoma? Povzel z 2 stavkoma. Lahko mogoče za prvi stavek je lahko, kaj to je, drugi stavek je pa bistvo. Kaj bi zdaj odnesel iz tega ven? Ne verjamite vsemu, kar slišite. Prvi stavek. Drugi stavek. In. boš. Ja, ne verjamete vsemu, kar slišite in ne pustite, da vaše lastno prepričanje ali prepričanje drugih o vaši inteligenci vpliva na vaša dejanja in odločitve. Solid. Se iz tega slišala, ne? Veš, nisem prosil, ampak namignil sem, da rabim malo časa. Sem bil utihnil in nisem takoj odgovoril. Vse nisem nič pritiskal na tebe, kaj verjeti. Pa veš, kak si me gledal. Ja, če poslušate, Florian ima tak
Preziren pogled. Preziren pogled. Dobro, upam, da boste kanček pametnejši in pametnejše razmišljali. Do naslednjič se slišimo in odsvirkamo naslednjič. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če vam je bil najin podcast oziroma tale epizoda všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribite in komentirajte. Ker če ne, vam bo zmanjkalo benzina že v tistem trenutku, ko se lučka pržge. Cin, cin, cin. Kot tvoj avto zvok. Ja.